Fras in Medvard in Fras in Medvard show. In je čas, tukaj je najmlajša kmečka ženica Anja Škrlec. Anja. Zdravo. Zdravo, Anja. Povej na svet svoj. Marko, ti imaš vrt? Vrta nimam, bi pa ga imel. No, da boš vedel, če boš ga kdaj imel, česa ne smeš storiti. Največja napaka, ki jo ljudje ponavadi delamo pri sajenju rastlin, je tam, da zunaj malo bo sveti sonce in že moramo saditi in že smo nervozni in vse tako. Vse zmrzne, ne? Tako, počakati bi morali tako dolgo, da so nočne temperature stabilne, tam recimo nad 10 stopinj Celzija. Okay. Dobro. Druga napaka, ki jo delamo, saditi bi morali dobre sosede skupaj. Recimo en tak primer je paradižnik in bazilika. Imaš pol kar za omako. Ja, recimo. Imate namreč boljši okus, če sta skupaj in tudi manj škodljivcev. V redu. In pa tretja stvar, izbrati moramo pravilni čas zalivanja. Da jih ne skuri, ne? Tako, in najbolje je, da zalivamo zgodaj zjutraj. In paziti moramo seveda, da tudi ne zalijemo preveč. Ja, pa ne, ko je vse poprek po listih, ne? Tako, točno. Doli zaliva, nekaj vem. Vidiš, nekaj že veš, nekaj osnove vem. Imaš. Hvala lepa, Anja, za Prosim. te nasvete. Do naslednjič. Tako. Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? 13 minut čez 13. Profesor Križanič nas je počastil svojo prisotnostjo, namreč ni se odpravil na dopust. Ne, nisem. Kaj pa te? Ja, eni moramo delati malo, ne? Ja, okej. Zaradi tega me še jeger skoro zjutraj za... A ja, toliko bi rad po svoje, nekaj. Sred noči kliče, pa prvo mislim, da je najmanj zgorelo vse, ali kaj se je zgodilo. On pa bi naj nekaj po svoje, ne? To bo pa imela šolo. Zdaj ima priložnost to, ne mu zameriti. Pa malo posran, če lahko po domače rečem, ne? Tak da. Ok. Mogoče bomo poštevati to, koga tepo. Pričakuj še, da te bo kaj pocuka za rokav. Ja, upam, da me zjutraj spet klica. Sicer pa, kaj prinašaš? Danes dajmo skočiti leto 94, eden največjih, pa ne samo rap hitov, na splošno hitov z leta 94 je bil sigurno Regulate, Warren G and Nate Dogg. Glavni sample je iz, ker se verjetno, mislim, tisti čas vse živo samplali, ne? Če pač je to bilo malo bolj free, ne več tako, so bolj tožili za 100 milijonov vsakega, ker je eno sekundo kradel, ne? Glavni sample iz hita I Keep Forgetting od Michaela McDonalda, zraven je pa še stavek iz hita Sign of the Times jazzista Boba Jamesa. Tisto, kar pa čisto na začetku slišimo, tisti monolog, je pa del dialoga iz filma Young Guns iz leta 88. Sicer pa je skladba iz filma Above the Rim, v videospotu pa se v cameo vlogi pojavi Tupac Shakur celo. Producent filma je bil zelo glasni Suge Knight, ustanovitelj Death Row Records, skupaj z Drejem sta takrat ustanovila, ne? Ki prestaja 28-letno zaporno kazen. Če malo gledati, kaj je naredil med drugim, ne? Na snemanju filma Straight Outta Compton leta 2015 se je pojavil, se skregal in po prepiru povozil 2 moška, enega celo do smrti. Joj. Ja, čisti psiho. No, medtem ko je Warren Griffin še vedno z nami, je Nate Dogg žal za posledicami kapi umrl že leta 2011. In kar nas pripelje do tega, da ti stisneš play in si privoščimo Regulate, Warren G and Nate Dogg. Pomlad ni samo čas za spomladansko čiščenje in za cvetni prah in alergije, pa za čemaževe juhe, ampak tudi za branje, ne? Se strinjam. Pomladi pa jeseni se mi zdi, da je vedno najbolj fajn brat, ali pa tam po zimi, ne? Ko so taki turobni dnevi, pa si lepo not na toplem zamotan. Tako, jaz sicer rada berem tudi poleti na morju. Okej. Ja, ampak včasih, ne vem, poleti se mi zdi, da je enostavno prevroče. Da bi bral eno stran 7-krat, pa mi ne bi bilo več nič jasno, ker bi se mi skisalo. Dajmo pomlad imeti v glavi. Kriminalke so tudi letos v trendu, ampak katere točno izstopajo, za mnenje smo vprašali Aleksandro Papež iz knjižnice Lenart.
V naši knjižnici Lenarce res kriminalke zelo dobro izposojem, pa tudi knjižna bere zelo bogata in raznolika. Tako nekako v spredju so dela Fride McFadden, tudi po njenem delu Hišna pomočnica je bil posnet film, vendar ima ona zelo bogat opus, veliko novega izhaja, tako da najnovejša pri nas je oddelek D. Smo pa tudi v nestrpnem pričakovanju še nekaj njenih novih prevodov, kot so Zaklenjena vrata, Vsiljivka. Za njena dela vemo, da so znana po zanimivih preobratih, tudi značaji literarnih likov so dobro orisani, zmeraj nekoliko nenavadni, tako da nas vlečejo k branju vse do zadnje strani. Ok, zanimivo. Ja, res. Kriminalke torej. Kaj pa bi morda izpostavili za tiste bolj nežne duše? Med ljubezenskimi romani moram izpostaviti avtorico Colleen Hoover. Ogledali smo si tudi film Konča se z nama in to je seveda prav tako po knjižni predlogi. To je tudi uspešnica BookToka, vendar pa ima ona še več knjig, prav tako so zelo iskane, zelo brane. Ena izmed zadnjih je Obžalovanje, ki med nas prinaša ponovno eno tako ljubezensko zgodbo, čeprav njene zgodbe niso, tako bi rekle, enolične. Ne gre zgolj za ljubezen, ampak v svoje pripovedi vnaša tudi kanje različnih odnosov, tudi kakšne kriminalne prvine, tako da njena dela so raznolika in zanimiva in bi gotovo prepričala tudi tiste, ki sicer ljubezenskih romanov zgolj za sprostitev ne berejo. Ok, zanimive stvari. Anja, ti si kimala ves čas vmes, pomeni, da si vse to prebrala že? Ja, sem prebrala. Ja. Jaz zelo rada berem sicer. Okay. No, kaj bereš zdaj, kaj v tem trenutku? Trenutno berem eno zgodovinsko romanco in sicer Zaročenka na preizkušnji. Kaj pa ti? Zaročenka na preizkušnji. Čakaj, malo, kaj je zdaj to, kam? Kaj? Ja, Zaročenka na preizkušnji. Malo mi povej, o čem se gre. V bistvu je en tak zgodovinski roman, ki se gre o tem, da je v bistvu eno dekle, ki je v bistvu iz plemiške družine, na preizkušnji pri enem grofu, s katerim se potem sploh ne poroči, zato ker je zaljubljena v enega drugega. Klasika, ne? Ampak tako zanimivo. Zelo zanimiva zgodba je, moram priznati. V redu, super, me veseli, da toliko prebiraš. Jaz sem trenutno odločam se, ker imam nekaj fantazijskih zadev na lageru, tako rečem, jaz sem bolj za to fantastika, znanstvena fantastika in podobno. Zdaj pa ne vem, berem malo ocene, malo recenzije, zato ker jih je več, pa veš, potem, ko se predaš neki seriji, ker recimo to, ki imam nagledano, je The Way of Kings od Brandona Sandersona. To je serija 5 knjig in samo prva knjiga ima 1000 strani že, tako da potem se moraš predati taki zadevi in posvetiti pol leta ali pa nekaj, da prideš skozi vse to. Ampak, glej, verjamem, da ti bo uspelo in da se boš predal in da ti ne bo žal. Nehaj verjeti, Anja. Danes za vas vre karte, namreč jutri premierno ob 19. uri v Mariboxu Hudičevka v Pradi 2, tako po 20 letih so naredili novi film, iste stare face so not, niso jih zamenjali s kakimi novimi igralci. Za vas pa torej vre karte danes, če ste se prijavili z SMS-om Hudičevka in svojimi podatki na 051 220 220 in tokrat je bila izžrebana Natalija. Natalija, ti bi šla gledat Hudičevko v Pradi 2? Ja, bi, ja. Ok, Natalija, potem pa z veseljem 2 vre karti imam jaz tukaj na mizi, ampak preden dobiš 2 vre karti, imamo danes eno tako igro, prepoznaj modnega guruja na totem radiju, ker smo vsi taki modni guruji, najboljše, da rečem. Tako da Anja ti bo opisala eno znano osebo z totega radija, pa ti bo dala ABC, ti pa moraš ugotoviti, kdo je to. V redu? Ok, v redu. Anja, povej. Evo, edini od moderatorjev nosi očala. Večinoma nosi teniske, kavbojke in neko črno majico, včasih ima tudi polover in pa kargo hlače. Barve, v katere se oblači, so navadne, tam sive, črna, bež recimo. Nikoli še ga nismo videli v jopici s kapuco ali pa na zadrgo. Kdo je to? A. Marko Fras, B. Dejan Vedlin ali C. Saša Pančur? Dejan, ja.
Bravo, Natalija. Kako pa ti poznaš Dejana, ne? Ali ga je Anja samo tako dobro opisala? Ja, ne, res dobro pisala. No, Natalija, še hitro modnega guruja oceni od 1 do 10 našega Dejana. Pa 10 mu dam. 10, bravo, še en aplavz za Natalijo in za Dejana. Čestitke, Natalija, 2 vrej karti sta tvoji hudičaka v Pradi, torej jutri ob 19. uri v Mariboxu. Se vidimo, pa uživaj, dobro? Super, hvala lepa. Leta 1969 so naši starši in stari starši lahko prvič videli Scooby-Dooja. Kako je to že staro? Ja, pa res. Pune staro, od takrat pa do danes pa vse vemo, ne? Milijon grizanih filmov, pravih filmov, ki so bili, pa niso bili, ne? Ja. Eni so bili malo tak, ampak franšiza je še živa, še brca in zdaj bomo Scoobyja in vse ostale gledali tudi v TV seriji na Netflixu. Res? Tako? Wow. Serija nosi naslov Scooby-Doo Origins, kar pomeni, da bomo gledali daljno preteklost, kako so prijatelji sploh prišli na kup in začeli raziskovati te misteriozne in nadnaravne pojave. Naj se ne spomnim iz risank, če je bilo to kdaj razloženo, pač vedno so bili skupaj, ja. The Gang, pa z enim avtobusom, mislim, kombijem, pa so se vozili, pa je to bilo to, ne? Tako. Zdaj pred nekaj dnevi so serijo začeli snemati, pa nekje do septembra bo to trajalo, potem pa upamo, ne, na 2027-28, da to tudi izide. Prva sezona bo imela 8 epizod, to pa je tudi vse, kar zaenkrat vemo. Je super, jaz se že veselim, ja, veš, da bom pogledala. Jaz tudi bom, jaz samo upam, da ne bo slabo, tako so vse stvari v zadnjem času. Lepo pozdravljeni na Totem Radio, kjer imamo danes za vas tudi vrej karte za hudičevko v Pradi 2. Jutri je premiera v 19. uri v Mariboxu. Vrej karte pomenijo udobne sedeže, prigrizek in pijačo, ne? Ko kralj ali kraljica, lepo se usedeš, malo pogrickaš, popiješ, pogledaš film in uživaš. Tako. In če ste se prijavili z SMS-om hudičevka in svojimi podatki na 051 220 220, potem ste prišli v žreb. Tokrat še zadnji 2 vrej karti in žrebana pa je bila Simona. Simona, pozdravljena Simona, ti bi šla gledati torej hudičevko v Pradi 2? Ja, zdaj sicer ne vem, ali bi šla jaz ali bi karti podarila moji hčeri pa njenemu fantu, ki si to še bolj želi, tako jaz. No super, glej, Simona, ti moraš samo dobiti 2 karti, potem pa lahko narediš z njima, kaj želiš. Tako, jaz upam, da mi bo ratalo. Jaz mislim, da bo šlo, ni problema. Simona, danes iščemo, ne, ker smo mi taki modni oblikovalci in guruji na Totem radiju. Tako. Iščemo v bistvu skrite modne guruje. Anja bo enega opisala, enega od moških, ti pa boš mogla ugotoviti, kdo je. Okay. Brez skrbi, ponujena bo opcija A, B, C, pa bomo pomagali. V redu? Ok, odlično, hvala. Simona, si pripravljena? Absolutno, poslušam. Anja, izvoli. Torej, nosi kavbojke, kariraste gozdarske srajce, pogosto ima na sebi tudi flis jopico, pohodne čevlje za v gore, ob vikendih pa ne odpade tudi šilt kapa. Jaz bi samo še dodal, da mu dosti od teh oblačil tudi fizično ne paše na telo. Torej, kdo je to? Jeger. Ja, pa ja, to, bravo, Simona. To je pomagala, ne, ko sem rekel, da mu ne paše odsote, si tako je vedela. Krasno, super. Simona, evo, 2 vstopnici sta tvoji, zdaj pa lahko greš ti, lahko pa daš karte naprej. Zmenjeno? Super, najlepša hvala. Ni problema, se vidimo, adijo. Adijo, čau. Fras in Medvard in Fras in Medvard show.